Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki sledijo svojemu srcu in so uspešni pri tem, kar delajo. In danes gremo malo v specifične glasbene vode. Z mano je moj prijatelj, v bistvu sošolec iz srednje šole, in v čast mi je, da si vzel čas, glede na to, kako je res uspešen. In sicer z mano je Timotej Gradišnik, DJ svetovnega kova, kar sem ugotovila včeraj, ko sem se pripravljala, in to je res en taki posebni občutek, ko v bistvu vidiš nekoga, s katerim si pred 15 leti hodil v šolo in je v bistvu zdaj zvezda, bi lahko rekli. Producent in ustvarjalec dogodkov. Timotej, pozdravljen. Zdravo, Maja Monroe. Kar srčni utrip mi je nabilo, tako da bi bil na odru. No, vse, ko smo na srčnem utripu, tvoje nek moto ali pa ključne besede ali pa ta nek template, triple bottom line, rečemo v ekonomiji, energy, emotions and ecstasy of rhythm, se pravi energija, čustva in ekstaza ritma. Več mi povejo o tem, zakaj je ravno ta kombinacija. V bistvu vsak DJ rabi nek svoj slogan, neko svoje sporočilo ljudem, in pač mi, ko vrtimo glasbo, ne glede kje smo, pač peljemo ljudi skozi neko zgodbo. In ker pač je glasba močno orodje, s katerim lahko spreminjamo razpoloženje ljudi, pač želim vedno te 3 besede dati ljudem na mojem nastopu. Veš, kaj mi je zanimivo, da si vključil v bistvu emotions, Zato, ker jaz recimo nisem taki klasični, ali pa sploh mogoče nisem, sedam house, včasih sedam house, ko delam kaj tak na računalniku, da ne rabim zdaj glih neke ful globoko nekih pravljic pisati, ampak da moram delati in mi je ful fajn, pač tak me malo hajpa, ampak drugače pa nisem en tak tipična publika, recimo, In me zanima emotions, se pravi čustva. Meni se zdi house včasih tak prazen, ampak jaz včasih rečem potem, to je taka glasba, sama neka elektronika, tuc, kaj je od tega? Zdaj pa imam priložnost, da tebe direktno vprašam, ki pa dobesedno čutiš to, kaj je tisto, kaj se tu nadskriva? Mogoče jaz res čutim glasbo drugače, kot recimo ljudje, ki niste toliko vpleteni v elektronsko glasbo. In točno to je v bistvu moje sporočilo. Jaz bi na nek način želel, da bi vsi ljudje čutili glasbo, kot recimo jaz dojemam. In tako kot si sama omenila, mogoče se nekomu zdi elektronska glasba zelo prazna, ker v bistvu tudi je zelo enostavna glasba, 4/4 takt, ki v bistvu ljudi se nekako ujame z tvojim srčnim utripom pri športnih aktivnosti in se ti dobro počutiš. In jaz mislim, da to izvira, ta čustva, v bistvu izvira že iz preteklosti, ko so ljudje plesali ob ognju in so se premikali v nekem transu, so imeli nek svoj ritual, ogenj jim je bliskal v obraz. In če pogledamo, kaj se danes v bistvu dogaja na nekih zabavah, kjer v bistvu imaš neke luči, neki experience, kjer ti luči utripajo v obraz, tako kot recimo pred parimi davnimi leti ogenj, in vsi ljudje se gibajo po istem ritmu, v istem vzdušju, z istimi čustvi, pomeni, da se ti čutiš povezan neki skupini. In če gledamo iz preteklosti, je v bistvu to bil tudi nek način, kjer so ljudje se čutili varne v skupini, da so lažje preživeli kot posamezniki. In pač house glasba je v bistvu za mene neka skupna stvar, da se jaz lahko povežem z ljudmi in da probajo ljudje začutiti to energijo, ta beat, da se povežemo v eno celoto. In če k temu ritmu še dodamo mogoče kakšne vokale, kako sporočilo ljudem skozi besedila, to je eno ful tako doživetje, ki mogoče ljudje ga ne znajo doživeti, ker se ne znajo sprostiti. Je fajn, da se mogoče prepustiš pa izkusiš to brez alkohola, pa brez nekih substanc, ampak samo z pomočjo glasbe. In to je v bistvu ta energy, emotion, ecstasy of rhythm. K substancam se še vrneva, ampak zdaj, ko si razlagal pač res o tem ritmu, meni je šla kurja koža. Nikoli nisem pomislila na ta ples ob ognju, ki pa je res, če se spomni ti afriški bobni pa to in to poskakovanje je združeno v eno to neko frekvenco, ki jo čutijo v tistem momentu vsi. V bistvu sem to že doživela, mogoče v kakih drugih oblikah. O tem ne bova zdaj tako podrobno. Se pravi,
to imamo v sebi, to je nek sprožilec, ki je v nas in ga ne rabimo zares iskati. Ne? Naloga DJ-ja pa je, da ustvari ta vibe najbrž v prostoru. Ne? Koliko je to zares težko narediti? Ja, vedno je težko. Zato, ker manj ljudi je v klubu, imaš večjo nalogo te ljudi prepričati, ne? Ker ponovadi množica potegne ljudi za sabo. Ne? Zdaj, načeloma je čisto enostavno, ne, zavrteti vse najboljše hite v eni uri, pa ti to recimo uspe. Ne. Večji problem je, ko imaš nalogo vrteti celo noč sam in moraš recimo držati to vzdušje, to zgodbo čez cel večer. In tu se v bistvu pol štejejo neke izkušnje, pa znanje, pa sposobnost voditi ljudi, ker vsak zna v eni uri narediti res dober žur, težko pa je to razporediti čez cel večer in narediti to zgodbo, to nihanje. In pač to v bistvu je point po mojem dobrega DJ-ja, če mene vprašaš. Ampak to se najbrž razvija s časom. Ne? Kdaj si ti, če smo že spet pri ritmu, kdaj si ti začutil prvič ritem kot nekaj, iz česar bi lahko ustvarjal več? Ja, jaz sem imel srečo, ker je pač glasba bila obdana skozi v mojem življenju. Oče je glasbenik, sestra je pianistka, tudi ne vem, moj deda je pri pevskem zboru zelo aktiven in se je skozi pelo, skozi se ropotalo, skozi smo ustvarjali. Tako da na nek način v mojih najstniških letih, ko smo mi začeli ven hoditi, načeloma sem imel ful srečo, da lahko tako rečem, da sem takrat prvič šel, takrat smo rekli še diskoteke, ne, je pač bilo vzdušje enostavno tako dobro, da sem jaz na plesišču obstal in opazoval DJ-ja. Se pravi, niso me zanimale punce, tako kot recimo, ne vem, mojo družbo, ne, ni me zanimala pijača, ne, ampak bolj me je zanimalo to moč, ki ga ima DJ, se pravi nadzor ljudi, kako jih vodi, pa kaj jim sporoča. In to mi je bilo tako fascinantno, da sem se v tistem trenutku, se pravi prvič, ko sem šel v klub, diskoteko, ko sem to doživel na plesišču sam, to začutil, sem rekel, to hočem jaz delati. Kdaj je bil tvoj prvi špil, da tako rečem? Danes vemo, no, da si potem razvil to zgodbo že na evropske turneje, bil si tudi že na Kitajskem, tudi v tej izkušnji bova, ampak greva najprej na tisto prvo. Kot najstnik imaš ful nekih idej, kaj boš v življenju počel, kakšni športi te veselijo. Jaz sem si pač hitro zatem kupil svoje gramofone pa CD-playerje in pol je to pač tak, ne vem, 2 meseca trajalo, ta neki hype, pol je pa to recimo minilo, ne, pač taka najstniška, ne, zagnanost. In pol je to recimo pol leta stalo v moji sobi in jaz se prav spomnim, da pač moj prvi špil, ne, če lahko tako rečem, se je zgodil pač doma, ne, v moji sobi, ne. Ko sem jaz v bistvu, ne vem, po pol leta prižgal gramofone in zmiksal 2 komada skupaj in mi je takrat tudi to uspelo. Tako kot to mora se slišati, ne? Ker pred tem to ni bilo še na takem nivoju, da bi rekel, wow, to pa zdaj ne, mi je uspelo. Ampak takrat mi je recimo res uspelo prvič in ko sem začutil jaz to energijo, recimo vsak komad ima svojo energijo. In če zdaj ti 2 energiji združiš, dobiš še nekaj več, ne? Dobiš dosti večjo energijo, ker se ta energija združuje, ne? In ko sem jaz to začutil, sem rekel, to je to, jaz hočem to delati, takrat dalje kupujem plošče, takrat dalje sem zaljubljen z glasbo in na nek način sužen glasbi. Se spomnim, da sem v osnovni šoli vrtel na šolskem radiju, imeli smo prvi disko, pol je bila srednja šola, sem že začel vrteti po lokalnih pubih, pa pol tak naprej, na nek način vedno mi je to bilo nekje zraven mene, glede vseh mojih ciljev. In pol v srednji šoli se prav spomnim, kaj bomo zdaj šli naprej, ne? Kaj boš postal v življenju, ne? Kaj boš pa ti po poklicu. Ne? In jaz pač nisem nikoli vedel, ali pa imel neke, ne vem, želje, jaz pa hočem biti frizer, ali pa ne vem, odvetnik, ali pa zdravnik, ali pa ne vem. Nikoli nisem imel neke želje, da bi se videl v nekem takem poklicu. Ne? Ko sem vrtel prvič na Hrvaškem, na enem malo večjem festivalu in sem stal na odru in sem točno vedel, da je to moje poslanstvo in da jaz to hočem delati in da bom naredil vse, da to uresničim. Kaj pa tvoji starši? Čeprav rekel si, da mislim, ko so glasbeniki v družini, je mogoče to malo lažje, ampak kako so oni doživeli to, ko si rekel, jaz nimam neke jasne, mislim, imel si jasno vizijo, ampak jaz ne bom nekaj klasičnega, jaz bom DJ. So te takoj vzeli resno ali so bile debate? Na ta račun še danes smejemo, ker v bistvu pač okolica, v katerem živiš, je pač zelo drugačna, ne, kot ti sam. Ne. In tudi sam s sabo imaš na nek način problem, ker ne vem, med tednom ti
ne delaš, ne? Se pravi, v bistvu delaš v studiu, se pripravljaš, je to delo, resno delo, ne? Ki ga moč ljudje ne vidijo, ampak vseeno si doma ali pa si nekje, imaš prost urnik organizacije dela, ne? Ljudje okrog tebe pa enostavno, ne vem, vsak dan se vstanejo ob isti uri, vsak dan grejo v službo, pridejo ob isti uri nazaj, ne? Imajo ta nek ritual in pol te ljudje sprašujejo, kdaj boš ti zdaj začel nekaj resnega, ne? Šel v službo. Kdaj boš ti zdaj, ne, pač bil normalen? Ta problem, ne, se dogaja skozi in skozi, ne. Čeprav mogoče, ne vem, jaz sem 3 leta nazaj pustil službo in sem uresničil pač želje pa cilje profesionalnega DJ-ja in recimo že v 2. letu sem podvojil prihodek prejšnje zaposlitve, ne. Ampak še vedno ne dobiš kredita, ne. Še vedno, ne vem, starši, te podpirajo, te razumejo, vejo, da te to veseli, ampak pač ni normalno, ne. Kot da ne znajo videti, da je to nekaj resnega, ne? Jaz imam podoben problem pač kot pisateljica. Mene tudi fotor vsake toliko vpraša, pa kdaj boš zdaj ti šla v službo? Ampak glej, tebe je v bistvu ta vera vase oziroma v to, da hočeš to delati, pripeljala okoli celega sveta. Si vse te glavne klube obdelal, da tako rečem, v Evropi in na koncu pristal tudi na Kitajskem v tem famous klubu. Kaj je to pomenilo za tebe, no? Kaj si takrat doživel? Jaz sem recimo res vesel, da je glasba, ki v bistvu kot prvo mene osrečuje, pa pač meni daje to energijo do življenja, pa nek point, da pač želim na nek način z glasbo spreminjati svet, dala je toliko različnih poznanstev, dobrih ljudi, ne vem, krajev, držav, športov, predvsem začel sem vejkati, kajta, downhill, gorsko kolesarstvo, se pravi, ni da ni, ne, vedno sem bil zraven, vedno sem pač imel priložnost in tudi pol na nek način vedno novi izzivi, ne. Vedno nove države. Zdaj, kitajska turneja lani je bila res, to bi privoščil vsakemu, ne, da kaj takega doživi, ker to je v bistvu na nek način tisto pravo DJ-stvo, ne. Žal živim v okolju, kjer recimo ni pravih klubov, ni prave scene, ni pravega supporta ali pa razumevanja, recimo, oziroma jaz rečem, da smo tudi DJ-ji sami krivi, da recimo ljudje na splošno v tem okolju ne razumejo house glasbe, ne. Če pa gremo, ne vem, na Hrvaško ali pa, ne vem, Amsterdam, London, je pa takoj recimo house kultura nek pomemben del druženja, pa zabave, pa teh work after partijev, ne, kjer se ljudje družijo, pa poslušajo te ritme, ne. Tako da na nek način imam v bistvu želje pa poslanstvo, da bi tudi razširil ta point razumevanja glasbe, da ni to samo za mlade, pa ni zdaj to samo za napiti se, pa ga se metati na glavo. To je v bistvu tudi lahko na nek način vsak dan, ne, ker ti pač s tem bitom pozitivnim spremeniš svoje počutje, si bolj produktiven, ne, zakaj ne bi recimo house glasbo poslušale babice, ne, ko pospravljajo stanovanja, ne. In na nek način se v bistvu tudi trudim zdaj v tem času virusa, to v bistvu ljudem na nek način dati, da bi razumeli to. Kar se tiče Kitajske, je pa vseeno doživetje neverjetno, ne, se pravi, to so klubi po 3000 ljudi, ki delajo vsak dan, nema veze ali je petek ali nedelja ali sreda. To je vedno polno, to je v bistvu scena, ki je pri nas ni, ne. In to je res nenormalno dober občutek doživeti. Dober občutek predvsem v tem, ker te podpre tudi okolje, ne? Se pravi, nisi v nekem mehurčku svoje ideologije ali pa svojih občutkov, ki jih težko deliš s nekom, ker ni prave scene razvite, ne? Pokažeš to, kar znaš, pa kar misliš, da bi rad dal ljudem, ne. To pa ti recimo slovenska scena niti ne dovoli, ne. Ker DJ-ji na nek način smo razvrednoteni, ne, v Sloveniji, ne. Smo pač del personala, ki pač izpolnjuje glasbeno željo ljudem, ne. Kar je hipotetično res, ampak vseeno je DJ recimo iz mojega časa, ko sem jaz šel prvič ven, ne, on je bil bog, ne. Ni bilo interneta, nismo imeli muzike, mi smo dejansko šli ven plesati, poslušati in se izobraževati, kaj nam bo DJ serviral, ne. Danes pa recimo ni več to tak, ne. DJ-ja moramo videti tudi kot ustvarjalca, ne? Oziroma, povej mi, kakšna je razlika iz tvojega vidika med nekim glasbenikom, ki je recimo pevec, ali pa igra nek inštrument, ali pa med DJ-jem, ne? Ker se mi zdi, da še vedno pač ljudje vseeno DJ-je bolj dojemajo kot nekoga from behind, ne kot glavnega performerja, ne? Ja, vse to je v bistvu to, ne, se pravi, DJ-ji načeloma vrtimo glasbo od drugih, tak si to recimo ljudje zamišljajo, ne, se pravi, smo manj vredni od nekoga, ki je ustvarjalec, ki je artist, ki pač
dela performance live. Ampak danes v bistvu brez svoje produkcije, brez svojih komadov, pesmi na nek način sploh ne moreš priti v tujino. Tako da načeloma danes DJ-stvo ni več samo tisto razvednoteno, predvajanje komadov drugih, ampak je v bistvu tudi na nek način predstavitev svojega dela. Se pravi, ni DJ samo DJ, ampak je tudi producent, se pravi umetnik, ustvarjalec. Sploh, če recimo vrtiš z gramofoni, je pač uradno gramofon edini inštrument, se pravi predvajalnik elektronske glasbe, ki je uradno priznan za inštrument. To pomeni, da smo DJ tudi na nek način glasbeni, neki zaradi. No in še eno to nek mit ali pa dojemanje napačne strani družbe je pa ravno ta alkohol pa droge, ki so povezane z temi partiji. V bistvu se mi zdi, kot si že na začetku rekel, da je ful boljše, če si trezen, ker takrat dejansko doživiš ta beat, ta vibe lahko z vsem svojim dojemanjem. Pač jaz mislim, da je družba tista, ko pač vpliva na to. Tudi enostavno, recimo za mene recimo, ne morem si predstavljati dneva, da pač ne bi poslušal glasbe. Se pravi, za mene ni nič drugačne, ali sem doma sam v svoji sobi, ali sem pa, ne vem, na odru pred 5000 ljudmi. Se pravi, feeling pa občutki so isti. In tudi to je zelo zanimivo, da pač, ko si sam doma, je glasba tako močna, da ti lahko spodbudi te občutke, ki si jih pa doživel, ko si to glasbo vrtel ali pa ko si bil nekje, pa si ta komad recimo slišal. Se pravi, je zelo dosti povezano z samim sabo, se pravi, kako ti dojemaš, pa kakšne občutke tebi glasba vzbudi. Jaz tudi mislim, da smo v času, kjer pač ni nekih hitov, ko bi zdaj rekel, ne vem, to je number one hit tega meseca, ampak v bistvu vsak ima svoj hit, ker je toliko glasbe, pa tako smo si različni, pa potem kar radi poslušamo, da pač, ko ti slišiš nek komad, se spomniš na nekoga, ali pa na morje, ali pa na, ne vem, plažo, ali pa ko si bila tam z nekom. In pač to je point danes v bistvu glasbe, da nam te občutke v bistvu prebuja. Za te občutke ne rabiš ne alkohola, ne karkoli drugega. Je pa res, da pač DJ smo dosti krat v bistvu pospeševalci, predvsem alkohola, in prodaje kart in nekih interesov, ki smo tudi vedno v stiku z vsem tem. Vse imamo vedno zastonj, pridemo, ne vem, je to fast fooda, je to alkohola, in je bolj težko tudi sam s sabo se zmeniti, ker je zastojn, pač veš, to je oni, tipični slovenski pristop, zdaj pa moram vse spiti, pa moram vse pojesti, ampak če bi to delal vsak večer, bi bilo katastrofa, tako da je dosti sam v svoji glavi, da razpušča, kaj ja, kaj ne. To se mi zdi še posebej pomembno, če prideš enkrat do tega nivoja, na katerem zdaj ti že delaš, se pravi, da res velike projekte ustvarjaš in takrat res, po mojem, človek mora biti kar fajn sam za sabo zmenjen in fajn sam v sebi. Bi pa še eno stvar te vprašala, ti si sledil svojemu srcu zadnjih 15 let, kako je zanimivo, tih 15 let, skozi poslušam 15 let, zgleda, da je to neka res doba, ki je ni možno zaobiti. Res so kakšne izjeme, ki čez noč uspejo, ampak v glavnem pa večina ljudi reče 15 let in potem sem res uspel. Ampak na tej poti so najbrž tudi žrtve. Vedno je povezano s tem, če slediš neki ideji, nekemu poslanstvu, ki je res tvoja, ki jo res čutiš, moraš včasih tudi kaj žrtvovati. Kako je recimo pri tebi bilo z odnosi, tako ljubezenskimi kot družinskimi, tako smo nekaj se že dotaknila prej družine, koliko si ti mogel zares žrtvovati, oziroma koliko so drugi mogli žrtvovati tudi zato, da recimo so lahko tebe podprli, da si sledil svojemu srcu? Ja, jaz mislim, da ful preveč, ker pač glasbeniki tako ne delamo tega zaradi denarja, Jaz mislim, da pač tisti, ki smo preživeli, pa ki bodo preživeli, delajo to zaradi srca, zaradi čustev, zaradi občutkov, pa zaradi tega, ker jih to polni in tega denar ne more kupiti. In zato je dosti krat, recimo pri meni se zgodilo, mogoče prehitro ali pa mogoče glih pravi čas, pa pač nisem bil pripravljen, da bo se to dejansko zgodilo, ker je pač to logična posledica bila, neke moje energije, da ko je pač prišlo do tega, da zdaj boš se mogel izkazati, zdaj boš pa mogel pokazati, kaj znaš, oziroma zdaj pač boš pred neko preizkušnjo, ker pri DJ-stvu je pač tak, da je tudi zelo dosti konkurence, kar je pozitivno in vsi te gledajo pod prste in vsi imajo neka pričakovanja nad tabo in pol to dosti krat vzameš mogoče malo preveč strogo. Jaz sem zdaj mogoče v parih
zadnjih letih to mogoče res je malo ful strogo in kar je avtomatsko pomenilo, da so trpeli odnosi, da sem bil raje doma v studiu z računalnikom, klikal, iskal nove ritme, se pripravljal in pač mi je to mogoče več pomenilo, ne, kot pa, ne vem, sprehod, ne, ali pa pogovor z nekom, ne. In tudi vem, da sem mogoče šel preko sebe parkrat in sem pol mogoče to spoznal, da nisem niti užival, ko sem vrtel glasbo, ne, ker sem bil preveč fokusiran na pač tehnične stvari, ne. V bistvu point DJ-stva kot tako je pa pač zabavati ljudi, ne, se pravi osrečiti ljudi z glasbo, ne. In zdaj se vračam nazaj k temu, pa v bistvu mi je pač to prioriteta, da pač res probam v nekem danem trenutku uživati, ne pa toliko tehnično se ukvarjati z temi zadevami, ker zakaj sem se naučil v zadnjih parih letih je to, da pač ne glede na to, kaj ti vrtiš, na kaki način vrtiš, s čem vrtiš, kak si oblečen na odru, karkoli, ljudje, pomembna je samo ena stvar, da če ljudje kupijo karto, da grejo srečni domov. In to srečo v bistvu ustvariš z neko frekvenco, z vibom, ki ga pa lahko samo po mojem za srcem zares daš v prostor, ne? Če vrtiš srcem, ne? Tako si rekel, za denar. Ne? Predno zaključiva podcast, še tvoj najnovejši projekt je Puls Vitezi. Jaz sem si to malo pogledala in je ful zanimivo, ker me je takoj spomnilo na te grajske zabave, ker se mi zdijo gradovi res take dobri placi, veš, imajo to neko dušo in ko glih govoriva o duši in kak je v bistvu house glasbo treba tudi predstaviti, da ima tudi dušo, da tudi lahko ustvari v bistvu ta vibe, da lahko ogromno naredi za srce in za pozitivno energijo. Povej malo več o tem projektu, pa kje ga lahko najdemo, kje lahko se pridružimo. Kako si to lepo povedala zdaj. Projekt Puls Vitezi smo ga kreirali fantje iz Puls ekipe. Smo pa v bistvu na nek način želeli točno to sporočiti ljudem, se pravi tisti, ki ne čutite hausa, pa ki vam je to, ne vem, nekaj neznanega ali pa se niste še mogli postovetiti z njim, ne, je točno to, ne. Mi smo se pač vprašali, kje v Sloveniji recimo so se začele prve ekstravagantne zabave, razen na gasilskih veselicah, ne, še 100 let prej. In smo pač ugotovili, da so to bili gradovi, ne, ki jih pač v Sloveniji imamo ogromno in na nek način se nam je zdelo primerno, da tudi zdaj, ko ljudi izobražujemo, pa delamo tudi dosti teh live streamov, katere smo inovativno kot novodobni vitezi, ki se pač borimo za obstoj house glasbe, pa za širjenje te pozitivne vibracije, poimenovali Puls Vitezi, da pač pokažemo Slovenijo tujini, pa predstavimo lokalni publiki našo domačo slovensko mariborsko house glasbo, ker v teh live streamih je na nek način naša lastna produkcija in se mi predstavljamo tukaj kot glasbeniki in pa kot lokalni ustvarjalci, da bo ljudje malo bolj seznanjeni, pa da tudi mi sami več naredimo za lokalno sceno in bomo zelo veseli, ker januarja že izide prvi live stream, več o tem pa lahko pogledate na naši spletni strani www.pulsagency.eu. No super, evo sva prišla do konca, vrhunski projekt, jaz se ga veselim in obljubim, da pridem vsaj na eno zabavo grajsko. Čuj, kaj pa ta dress code pa to? Ja, dress code pa si ti, ne, to kaj si. Ker tudi če prideš trenirki, ne, je cool, ker gre za turistično destinacijo, pa imeli se bomo fajn. Mogoče te bo pa kdaj tudi zapeljalo ali pa zamikalo, da se boš preizkušala kot DJ-ka, pa bomo te v naši Puls DJ šoli tudi to naučili pa predstavili, tako da z veseljem. Dragi poslušalci, upam, da ste se imeli tudi vi fajn. Počekirajte #PulsVitezi in pulsagency.eu. Uspeli smo do konca fajn podcasta, tokrat z DJ-jem Timo G-jem. In ker bo v četrtek božični večer, vam oba želiva lep božični večer. Mogoče ga tokrat priklopite na house božične skladbe in uživate na malo drugačen način. Če ne pa v vsakem primeru vam želim radostni čas, ki pride in se vidimo spet prihodnji ponedeljek, ko bo pa prednovoletni podcast. Adijo! Srečne praznike! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.